Lepo pozdravljeni. Potica je jed, ki jo Slovenci naravnost obožujemo in jed, ki jo predstavimo vsakemu, ki pride k nam. Ne vem, kakšno vi pečete. Meni je potratna potica uspela. Malo pa vem o njej, o njeni zgodovini, zato v svoji družbi lepo pozdravljam profesorja dr. Janeza Bogataja. Dobrodošli. Dober dan želim. Od kod prihaja potratna potica? Ja, v zvezi s to sladico je cela vrsta, bi rekel, podrobnosti, ki jih je treba na začetku pojasniti. Prvič, to ni potica. Dobro, kaj pa ampak potem je? zloženka. In sodi v kategorijo pogač. Se pravi, v gastronomiji imamo več skupin in ena velika skupina so pogače. Te pogače so lahko sladke, lahko so slane. Zdaj smo razrešili to vprašanje. Zakaj je to pogača? Ker je to jed, ki je po plasteh zložena, zloženka, zato se ji reče zloženka tudi. Druga zadeva je, da imamo eno jed, včasih tudi dve, z odstopanjem, ki se različno imenuje. In na drugi strani, če nadaljujem to slovensko gastronomsko formulo, imamo več različnih jedi, ki imajo eno samo ime. V tem je bogastvo slovenske gastronomije. Tukaj bi pa izpostavil dve jedi, in sicer eno je potratna potica, druga je pa mlinčevka ali mlinčeva potica. V bistvu gre za isto jed z majhnim tehnološkim odstopanjem. In sicer potratna potica je sestavljena iz plasti nadeva in pa biskvita. Medtem ko mlinčevka ali mlinčeva potica je sestavljena pa iz mlincev in jajčnega nadeva, se pravi jajčnega legirja, kot se temu uradno reče. Skratka, gre za praznično pogačo. Najpogosteje je ta pogača doma na Štajerskem. Seveda danes jo pečejo že marsikje drugje, že na Primorskem sem jo tudi jedel, recimo, kar dokazuje, da si ljudje pač odstirajo obzorja v bogastvo naše gastronomije. Najpogosteje so jo v tradicionalni slovenski družbi pripravljali in pekli za čas trgatve, za razne druge praznike, se pravi, gre za značilno praznično sladico, ki je zelo sočna. Nadev je iz skute in iz orehov, poleg biskvita seveda, ki je nek, bi rekel, predah med posameznimi plastmi nadeva. Še bolj zanimiva in še bolj sočna je pa mlinčevka, ki pa in nekateri rečejo tudi kozjanska mlinčevka, oziroma teh mlinčevk je pravzaprav več, čeprav se tudi pogostokrat dogaja, da več ne dodajajo, ne uporabljajo mlince za vmesne plasti, ampak bolj enostaven biskvitni nadev. Medtem ko, če preberem, kako so si sledile plasti pri potratni potici, bi takole rekel. Najprej je bilo od spodaj plast kvašenega testa, ki si ga položil v pekač, to je bila ena taka podloga, recimo. To podlogo iz kvašenega testa poznamo tudi pri prekmurski gibanici, ki smo jo prevzeli po drugi svetovni vojni iz sosednjega Medžimurja, to mimogrede. Se pravi, v spodaj je najprej kvašeno testo, sledi orehov nadev, potem biskvit, potem skutin nadev, potem spet biskvit, ki mu dodamo malo kakava, to je že stvar 20. stoletja, potem spet skutin nadev, pa navaden biskvit, svetel biskvit, orehov nadev in na koncu pokrijemo vso zadevo s kvašenim testom in spečemo.
in seveda potem pojemo in moramo paziti, da še krožnika ne pojemo, ker je tako dobra. Ja, res je odlična. Če ste zato, profesor dr. Janez Bogataj, poglejva, kakšno potratno potico pečejo naši rojaki po svetu. Jaz sem Marko Tomc iz Clevelanda, Ohio. In se z mamo, ker sem bil majhen in čez skozi leta sem mogel dostikrat jo pomagati in sva skupaj naredila pekle piškote, jabolčni štrudel, potico in različne stvari. Za potratno potico mama ni to nobenkrat naredila. Tu sem pa jaz vedel, ko smo šli pa s folklorno plesno skupino v Slovenijo leta 2004 na turnej in smo bili na piknik za nas in sem videl, da so imeli en poseben peciv, ki nisem vedel, kaj je, in sem ga pojedel in vprašal, pa so rekli potratno potico. Bilo tako všeč, da sem 6-7 kosov pojedel, da sem se spomnil okus. To je bilo mnogo let nazaj, čez tistem času, mama je že pokojna in pred covidom in pa za covid sem se pa začel peči mamine piškote, ki jih pogrešam, in potem sem pa šel še naprej, da bom štrudel naredil in orehovo potico se z rozinovim, pehtranovo od cvirkovka, in potem sem pa pogledal na YouTube in sem videl, kako so delali potratno potico, in ko mama je zmeraj tudi rolado naredila, sem pa rekel, to bom pa lahko skupaj dal. In tako da za 4 leta že naredim potratno potico. Večinoma za božične praznike, velikonočne praznike in tudi za naročilo ali za kakšen krst, bermo ali pa ohcet. Tu sem pa tudi prinesel med Cleveland, Slovenci v Clevelandu, kjer dosti niso poznali za potratno potico in smo imeli različne veselice. Ena je bila, ponosen sem, da sem Slovenec in sem tu napekel in prinesel in so vsi uživali to potratno potico in nekaj novega, kar sem prinesel. In tu mi je lep veselje in občutek, da ni samo orehova potica, ampak da tudi nekaj posebnega sem prinesel in imamo dosti različnih sladic in to je veselje in rad pečem.
kaj, ob potratni potici ne moremo ostati malodušni, kaj ne? Sigurno. Vse sedijo. Zlasti, ko jo imamo v ustih. Tako. In res je to ena čudovita sladica, ki živi, ki jo vedno z večjim veseljem tudi ustvarjamo, čeprav zahteva kar nekaj znanja in časa. Poglejte, v zvezi s potratno potico je treba poudariti še nekaj, zato da bomo ponosni na to našo sladico. Namreč danes vsi navdušeni opazujemo, kam vse se razvija ta tortna kultura. Torte, če jih prerežemo, v tem prerezu pokažejo neko ornamentiko, z različni nadevi so zloženi v to končno obliko. Mi imamo po naši dediščini, se pravi naši tradiciji, nekaj podobnega. To se pravi, je v bistvu tudi slovenski človek, ki si včasih ni mogel privoščiti finančno zahtevnejših tort, naredil torto po svoji meri in po svojih možnostih. Zato so nekatere potratne potice že po imenu izpostavile to potratnost. Ampak na drugi strani pa vidimo, da nekatere potratne potice dosegajo zavidljive višine tudi, in ta kos te potice dejansko deluje tudi v tem vizualnem, likovnem smislu na vse naše čute in nas vabi, da jo pokusimo. No, če pred leti ni bilo mogoče potratne potice jesti nikjer drugje kot doma, zdaj lahko rečemo, da jo že lahko marsikje tudi kupimo, kaj ne? Ja, to me zelo veseli, da je tudi prehranska industrija, ki smo jo skoraj že vso prodali drugim lastnikom, ampak nekaj je pa še, da tudi prehranska industrija je ugotovila, da je potratna potica zelo vabljiv proizvod za kupce in v nakupovalnih središčih jo tako rekoč dnevno lahko kupimo. Res pa je, da je tista potratna potica ali tista mlinčevka, ki jo spečemo doma, le nekoliko drugačna. Predvsem zaradi tega, ker med pečenjem te potice se razvijajo tudi vonjave in bi rekel celoten naš bivalni ambient, v katerem preživljamo dneve, tedne, mesece in leta, praznično zadiši po potratni potici. Ja, zato lahko res rečemo, da ljubezen gre skozi želodec. Na vsak način, ja. Hvala lepa, profesor doktor Hvala vam. Janez Bogataj.